Danes vam bom razkril dve skrivnosti, ki jih morda niste vedeli, ko ste slišali za besedno zvezo mrežni marketing. Pozdravljeni, moje ime je Marko Tomanič in v svet mrežnega marketinga oziroma z svetom mrežnega marketinga sem se prvič srečal okrog leta 2006-2007 in vse od takrat sem mrežni marketing preučeval, pregledoval in se na podlagi informacij, ki sem jih pridobil, odločal, ali je mrežni marketing v resnici dober poslovni model ali gre za prevaro, kot jo nekateri označujejo. Danes vam bom torej, kot sem že omenil, povedal dve skrivnosti oziroma obrazložil dve točki, za katere mogoče o mrežnem marketingu niste še slišali in ste morda na podlagi tega, ker tega niste vedeli, mrežni marketing smatrali kot nelegalen poslovni model. Zdaj, prva stvar, ki sem jo v vseh teh letih glede mrežnega marketinga ugotovil, je, da večina vseh podjetij, ki se kakorkoli ukvarjajo s prodajo storitev ali izdelkov, svojih izdelkov, ukvarja deloma tudi z mrežnim marketingom oziroma posluje na način, kot posluje mrežni marketing. Zdaj, da vam tole razložim, lahko recimo pogledamo primer enega našega slovenskega podjetja, kot je recimo Telekom. Poglejte, Telekom je neka osnovna krovna organizacija, podjetje, ki nudi storitve telekomunikacij, internet, telefonija, prodaja aparatov, naročnine in tako naprej. Seveda pa ta sama krovna organizacija sama ne trži vseh teh izdelkov in naročnin in vsega tega, ampak ima za to mrežo svojih prodajalcev, najprej svojih pooblaščenih telekomovih centrov in pa pod tem oziroma skupaj s tem še nekih neodvisnih samostojnih nosilcev posla oziroma podjetij, ki dejansko upravljajo določene storitve, sklepajo pogodbe, prodajajo izdelke in tako naprej zanje. Torej, do določene mere so potem nekje v poslu mrežnega marketinga, tako da dosežejo čim večjo število strank, kupcev in tako naprej. Druga stvar, ki je o mrežnem marketingu morda niste vedeli ali pa nikoli niste razmišljali o njej, je pa ta. Vsi mi vsakodnevno delamo mrežni marketing. Od najmanjših otrok do najstarejših ljudi. Za primer vam lahko razložim recimo na mojem osebnem primeru. Zdajle ne bom se podajal v podjetniške vode, tam, kjer sam delujem z mrežnim marketingom, ampak z tem, kar sem vam želel sporočiti. Malce bom tole kamero zdajle prestavil dol. Tole je moja trenirka, na njej piše Adidas. In s tem, ko jaz nosim trenirko, na kateri piše Adidas, enostavno delam reklamo za podjetje Adidas. In v primeru, da bo vam tale trenirka všeč, da vam je ta model, barva in vse skupaj všeč, boste morda mene vprašali, kje sem jo kupil, kje sem jo dobil, koliko je stala, kako sem zadovoljen z njo, ali pa boste sami preko interneta poiskali takšen model in ga seveda kupili. Na podlagi tega, ker ste to videli pri meni oziroma morda pri kakšnem prijatelju ali pa pri kom drugem. Edina razlika, ki loči pravi mrežni marketing in pa mrežni marketing, ki ga vsakodnevno mi delamo, je v tem, da mi v tem vsakodnevnem početju nimamo nič drugega od tega, kot da smo naredili reklamo za krovno podjetje oziroma za podjetje, ki trži izdelke od Adidasa, ali je to njihova original spletna trgovina, ali je to njihova trgovina, ko so prva liga in tako naprej, ali pa katera druga izmed trgovin, ki trži njihove izdelke. In dejansko smo ustvarili neko reklamo zanje, nekdo od naših prijateljev je šel tja, kupil izdelke in naredil promet njim. Mi od tega nič drugega nismo imeli kot mogoče zadovoljnega prijatelja ali pa znanca. V pravem mrežnem marketinškem poslu, za katerega želim, da ga sami pogledate, da si ga pobliže spoznate, da se poučite o tem, je pa zadeva malce obrnjena. In kolikor boste recimo v tem primeru, da bi zdaj rekli, da sem zastopnik za Adidas,
In seveda nosim tole trenirko, vam je ta trenirka všeč, boste šli in jo boste kupili recimo preko mojega osebnega sponzoriranega linka na spletni strani Adidasa. Bom jaz zato, ker ste vi kupili preko mojega priporočila tale izdelek, dobil določeno nagrado v obliki provizije, plače ali kakorkoli. In to je vsa razlika, ki jo delam ta poslovni model od tistega, za kar mi mislimo, da to ni. Seveda, obstaja veliko podjetij, ki se skriva pod imenom mrežni marketing, ampak o tem drugič v kakšnem izmed drugih prispevkov. Zaenkrat je dovolj, da razumete, da večina podjetij na svetu deluje po principu mrežnega marketinga, da je mrežni marketing legalen poslovni model in pa da vsi mi vsakodnevno delamo mrežni marketing, vendar pa velikokrat delamo samo reklamo za neko podjetje, nismo pa dejansko tudi za to plačani oziroma nagrajeni. Zaenkrat naj bo to dovolj. Vidimo se v enem izmed naslednjih prispevkov, kjer bomo govorili o tem, kdaj prepoznati oziroma kako prepoznati, ali gre v mrežnem marketingu za legalen poslovni model ali pa za morebitno prevaro. Lepo bodite in še enkrat preučite poslovni model mrežnega marketinga, kajti to je lahko vozilo v vašo boljšo prihodnost.